Ja, torej, lep pozdrav v imenu vodstva stranke Desus. Z mano sta danes dva podpredsednika, eno od podpredsednic opravičujemo in pa naše poslance, ki so želeli biti z nami, ampak danes zaradi terenskega dela so se na zadnjem trenutku opravičili, zato smo v nekoliko okrnjeni zasedbi, pa vendar dogovorjeni glede vsebin predstavitve današnje novinarske konference, na kateri želimo predvsem nekaj ključnih sporočil. Glede na to, da smo mi že ob vstopu v koalicijo zelo jasno zastavili programske vsebine, s katerimi smo tudi pogojevali seveda naš vstop v vladno koalicijo. Jaz mislim, da je sedaj čas, ko smo zaključili ta prvi del, se pravi našega dela povezanega z obvladovanjem epidemiološke situacije in pa tudi svežnja zakonov, s katerimi smo blažili posledice epidemije, in sedaj prihaja tisti čas, v katerem na mizo polagamo naše ključne programske zahteve, ki so seveda del koalicijske pogodbe in predvsem za nas kot stranko, hkrati pa tudi za ostale partnerje koalicije izjemnega pomena. Zato dovolite, da vam danes predstavim, katere so te vsebine in predvsem povem zelo konkretno, na kakšen način smo se mi v stranki lotili priprave vsebin in kaj bojo ključne teme, ki se bojo v prihodnjem mesecu odvijale na koalicijski mizi skupaj z ostalimi koalicijskimi partnerji. Torej, kot vemo, je Slovenija ena od držav, ki se sooča z velikimi demografskimi izzivi in naše številke seveda kažejo, da smo ena najhitreje starajočih se družb v Evropi. Tako bomo leta 2060 že vsakega tretjega Slovenca imeli, ki bo seveda star nad 65 let. Demografske spremembe zato od nas kot države zahtevajo izjemno hitre družbene spremembe, če želimo vsem generacijam zagotavljati dostojno in pa kvalitetno življenje. Sedaj, ko smo zaključili z epidemijo, je ta čas seveda še dodatno pokazal določene pomanjkljivosti v delovanju različnih delov naše družbe, predvsem izjemno ranljivost zdravstvenega sistema, ranljivost na področju samooskrbe s hrano, izpostavljenost najbolj ranljivih družbenih skupin, med katere prav gotovo sodi starejša generacija, neustrezne pogoje institucionalnega zdravstva, in pa tudi ranljivost gospodarskih dejavnosti in s tem povezanega trga dela. Ugotovitev je seveda, da družbeni sistem potrebuje nemudoma in takoj korenite spremembe, katerih cilj pa mora biti blagostanje vseh generacij. To pomeni tudi nujnost prerazporejanja proračunskih sredstev ter družbenega premoženja na osnovi novih temeljnih in novih družbenih vrednot. Torej, okrepiti bo potrebno solidarnost v družbi, medgeneracijsko in znotrajgeneracijsko sodelovanje in pa solidarnost. Desus je že kot pogoj za vstop v koalicijo izpostavil uresničitev svojih glavnih vsebinskih prioritet in te so: ustanovitev Urada za demografijo kot ministrstva, sprejetje zakona o demografskem skladu in pa sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi. Kar se tiče ustanovitve Urada za demografijo. Urad za demografijo bo imel sedež v Mariboru, s čimer v stranki Desus zasledujemo cilj enakomernega razvoja celotne Slovenije. Urad bo deloval kot ministrstvo. Urad se bo s vsebinskega vidika ukvarjal z izzivi vseh generacij ter vseh družbenih skupin. Na ravni države bo tako kreiral in izvajal politike, povezoval ključne deležnike na področju demografskih vprašanj in realiziral konkretne projekte, ki jih bom naštela naprej. Naloge urada bodo tako zajemale po eni strani področja vezana na potrebe starajočega se prebivalstva, torej zdravo in varno življenje tudi v starosti, aktivno staranje, vseživljenjsko učenje, prilagoditve za podaljšanje delovne aktivnosti starejše populacije, prilagoditev delovnih, bivalnih in pa prometnih pogojev za starejšo populacijo za bolj kakovostno življenje.
Javni promet, dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije, boj proti boleznim starajočega se prebivalstva in prilagoditve okolja za ta namen, govorim predvsem o boleznih, kot je na primer demenca. In po drugi strani se bo urad ukvarjal seveda tudi z ostalimi izzivi, ki se vežejo na širše področje medgeneracijskega sodelovanja. Torej v svoje konkretne aktivnosti bo zajel tudi programe in projekte na področju izboljšanja kakovosti življenj za mlade družine, ukrepe za povečanje natalitete prebivalstva, zmanjšanje trenda odseljevanja prebivalstva, tukaj mislimo seveda tudi na zmanjšanje odseljevanja iz podeželskih območij, potem področje stanovanjske problematike mladih, medgeneracijskega učenja in pa predvsem tudi znotraj generacijske solidarnosti. Urad bo za svoje delovanje pridobival sredstva v okviru proračuna, za izvajanje programov demografskih politik pa se bo delno financiral, in to je tudi predlog Desusa, iz naslova letne akumulacije demografskega sklada. Podpora investicijam v družbeno splošno sprejemljive in pa potrebne projekte. Pričakujemo, da bo Urad za demografijo vlada ustanovila do 30.6.2020. Urad bo tako skupaj z Ministrstvom za finance aktivno sodeloval pri pripravi in sprejemanju zakona o demografskem skladu. Kar se tiče demografskega sklada, je Demokratična stranka upokojencev si že dolgo prizadevala v preteklosti in si zato seveda prizadevamo tudi sedaj, da pride do čim prejšnje ustanovitve demografskega sklada in seveda s tem povezane zakonodaje. Ustanovitev demografskega sklada imamo ne samo v svojem programu, ampak to smo zapisali in se skupaj z ostalimi koalicijskimi partnerji zavezali za izvedbo tudi v tokratni koalicijski pogodbi. To je bil tudi eden naših ključnih pogojev za vstop v Vlado Republike Slovenije. S ciljem, da se vzpostavijo operativni pogoji za sprejem zakona pred iztekom mandata te vlade, torej predlagamo, da se ključna izhodišča našega predloga zakona o demografskem skladu takoj predložijo proces koalicijskega usklajevanja in sprejema v Državnem zboru. Stranki Desus zato pozivamo Ministrstvo za finance naj imenuje strokovno komisijo, ki bo pripravila skupen predlog zakona. Pri tem pa Desus predlaga nekaj svojih izhodišč. Zakonom mora biti jasno določena namenskost uporabe premoženja sklada. Del letne akumulacije sredstev mora biti namenjen izvajanju demografske politike države, ki bo v prvi vrsti namenjena dobrobiti starejšim in pa seveda tudi ostalim demografskim politikam namenjenim vsem generacijam. To so sprejemanje in analiza demografskih gibanj in trendov, predlaganje ukrepov za povečanje natalitete, uravnoteženje starostne strukture prebivalstva in s tem izboljšanje demografske slike, ohranjanje prostorske uravnoteženosti prebivalstva, ukrepi za uskladitev družinskega in poklicnega življenja. Nadalje so pomembne aktivnosti tudi gradnja in nadgradnja domov za starejše, gradnja in nadgradnja negovalnih bolnišnic, financiranje različnih oblik bivanjskih skupnosti, torej skupinske in alternativne oblike bivanja in sobivanja, skupaj s prilagoditvijo bivalnih razmer v domovih, da lahko starejši tudi čim dlje ostanejo v okviru svojih domov. Financiranje novih oblik dopolnilnih dejavnosti socialnega varstva starejših, kakor tudi invalidov. Financiranje projektov z področja pomoči starejšim, kot so na primer različni programi mobilnih storitev, sedaj je eden od takšnih pomembnejših program Starejši za starejše. Podpora novim oblikam obravnave in skrbi za ranljive skupine. Nadalje želimo med te aktivnosti in pa seveda financiranje umestiti tudi gradnjo dijaških in študentskih domov, materinskih domov, rehabilitacijskih centrov. Izvajanje različnih oblik štipendijskih shem za deficitarne poklice, nadgradnjo sistema nadarjenih in socialno šibkim dijakom in študentom. Spodbujanje izgradnje stanovanj za mlade družine, nadgradnjo sistema kreditiranja in potrebe mladih družin.
podpora preventivnim programom zdravega in pa dolgoživega aktivnega življenjskega sloga. Seveda pa še vedno večino sredstev iz okvira sklada namenjamo za zagotovitev stabilnosti pokojninskega sistema. Preden določimo odstotek letne akumulacije, ki bo namenjen zgoraj naštetim programom, pa seveda mora Ministrstvo za finance pripraviti popis vseh tistih državnih naložb in pa državnega premoženja, ki bo vključen v demografski sklad, ter okvirni izračun letne akumulacije demografskega sklada. Šele na to seveda bo možno določiti, v kakšnem odstotku bi poleg stabilnosti pokojninskega sistema lahko podprli tudi druge predlagane vsebine. Stranka Desus bo tako zaprosila Ministrstvo za finance, da pripravi analizo stroškov upravljanja državnih naložb oziroma državnega premoženja. Stranki Desus pričakujemo, da bo nov predlog zakona vseboval takšne rešitve, ki bodo zmanjšale stroške upravljanja in predvidele racionalizacijo stroškov upravljanja državnega premoženja. Strateške naložbe sklada ne morejo biti opredeljene zgolj na podlagi deleža države v posamezni družbi. V Desusu pričakujemo, da mora biti upoštevan tudi strateški pomen samooskrbe v vseh ključnih sektorjih. Govorimo o sektorju zdravstva in farmacije, energentov, kmetijstva in pa zavarovalništva. Epidemija je namreč pokazala, da je Slovenija izrazito odvisna od trga drugih držav, pri čemer se je pokazala ta problematika pri nabavi zaščitne opreme, razkužil, prav tako hrane in pa energentov. Zato bomo v Desusu vztrajali, da opredelitev strateških naložb vključuje tudi vse naštete vidike samooskrbnosti države. Sprejemanje zakona o demografskem skladu in odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo pa seveda mora potekati istočasno. Stranka Desus ne bo pristala, da bi se naloge in pristojnosti urada nanašale zgolj in samo na pripravo strateških dokumentov, ki ostanejo želje zapisane na papirjih. Niti ne bomo pristali na to, da bi se urad ukvarjal zgolj z analizo statističnih podatkov. Naloge in pristojnosti urada zato morajo biti jasne in slediti predlogu, ki ga podajamo na mizo. Urad mora biti tudi nosilec dela programov in investicij, ki bodo financirane iz letne akumulacije, ki bo na letni ravni namenjena za demografsko politiko naše države. Predloge strategije upravljanja premoženja mora sklad poleg Ministrstva za finance posredovati tudi Uradu za demografijo. Usklajen predlog med Ministrstvom za finance in uradom se posreduje v potrditev Vladi Republike Slovenije. Urad mora imeti svoje predstavnike tako v skupščini kot nadzornem svetu sklada. Zakon mora jasno opredeliti metodologijo meril merjenja uspešnosti upravljanja družb in samega sklada. V primeru, da cilji uspešnosti družb in sklada niso doseženi, je seveda to tudi eden od razlogov za zamenjavo vodstva. Desus bo zahteval, da se za kakršnakoli nezakonita dejanja pri upravljanju državnega premoženja oziroma premoženja v sklada v zakonu predvidijo visoke kazni, ter da posamezniki, ki zagrešijo nezakonita dejanja, ne morejo biti nikoli več imenovani v skupščine, nadzorne svete in uprave kot predstavniki države Republike Slovenije. Dovolite, da ob tem omenim še eno izjemno pomembno aktivnost, ki je prav tako v teku. Želeli smo jo podrobneje predstaviti tudi na današnji novinarski konferenci, vendar zaradi druge novinarske konference ministra Tomaža Gantarja prenašam njegovo sporočilo. In sicer pripravi je tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, katerega osnutek bo pripravljen za javno obravnavo do konca meseca junija, kajti želimo, da se aktivnosti, ki jih bo zakon predvidel, seveda upoštevajo že pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2020 in 2021, ki je seveda v poletnem času oziroma bo v poletnem času v pripravi, in ker bi želeli zagotoviti seveda ta sredstva za izvajanje določenih vsebin, bomo do konca meseca junija tudi osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi že pripravili do javne obravnave. Toliko iz moje strani.